se najbolj bali pred tekmo, se je zgodilo, Krka nas je odskakala, kar niti ni čudno glede na ostalo fizično moč igralcev. Poskušali smo veći del tekme s cono, nam je tudi veći del tekme uspevalo in seveda ta rezultat na koncu nerealno tehnično za Krko. Mislim, da sta ta razen tega dejavnika skoka še zaporedna trojka Lorbka, nekako prelomila tekmo, čeprav se še tudi vračali nazaj. Je pa tudi problem, da nismo pričakali tega kriterija sojenja in enostavno nismo navadjeni na tako trdo igro, trdo kontaktov. Mi tega ne znamo narediti, imamo faul med tem, ko Krka zna in učimo se, upam, da bomo boljši. No, nisem razočaran, jasno je, da bi se moralo poklopiti veliko stvari, da bi mi naredili prvo vrstno presenečenje, premagali Krko. Šut se je nekako vrnil, skok pač ne, verjetno je tudi razlog, kako sem že prej povedal, fizična moč Krke, ali smo kaj naredili, ne, vprašanje, tako smo izgubili. Nekateri igralci so mogoče igrali preveč, pač je tak tekma nanesla, ampak mislim, da so dobro pripravljeni in da bodo vseeno petek vsi pripravljeni in psihično in fizično, da na odločilnem tekmu sezone pokažemo največ sebe. Kolikor vem, obvezno moramo zmagati v Domžalah in temu še proti Mariboru. Ampak naš cilj ni polfinale, ne po logistiki, ne proračunu, ne sodimo tja. Imamo pa željo, da se po 3 letih zopet pokažemo v polfinalu. Če bomo navdušeni, če ne bomo, pa tudi nekaj. Pa evo, utakmica s Krkom pokazate da se dižemo u formi nakon 3 loše utakmice. Borili smo se cijelu utakmicu, stvarno lavovski, moram čestitati svojim suigračima u sjajnoj borbi. Krka je na kraju ipak pobijedila zasluženo, kvalitetniji su, jači su. Mislim da mi svoje šanse za polufinale trebamo tražiti sljedeće 2 utakmice. Heliosa i Maribora. Mislim da ako pobjedimo te 2 utakmice da smo unutra. Ova utakmica nam je služila da vidimo gdje smo u odnosu na Krku. Eto kažem, oni su jači i kvalitetni, gdje je cijelu sezonu ABA ligu i za nas je ovo jedan dobar test bio i mislim da očigledno smo spodili u formi. Nakon 3 loše utakmice moramo jednostavno se boriti ovako što smo se večeras borili. Mislim da imamo šanse i protiv Heliosa, Domžala i ovdje zadnjem protiv Maribora. Mislim da je ključni trenutak bio pri izjednačenom rezultatu u zadnjoj četvrtini, gdje smo jednostavno pali u obrani, ostavili smo 2 puta Lorbeka samog na šutu za 3 poena, on je to iskusno stavio rutinski i odvojili su nas na 6 poena i kasnije se nismo mogli vratiti, onda su držali stalno tu razliku 90 poena. Mislim, nismo se predali, ali teško je bilo kasnije se vratiti poslije tako. Kada odu na 9 razlike, teško se vratiti. Mislim da je zelo zanimljiva tekma za gledalce, tudi napadalno usmerjena proti Šutu, je igral danes izredno sproščeno in zadeval zelo težke šute, vendar mi smo ustrajali v naših principih, v naši obrambi in mislim, da na koncu vsem zaslužilo zmagati. Lahko bi nekaj stvari tudi upravili, vendar jaz mislim, da smo današnjo predstavo zadovoljni in optimistično gledamo naprej. Ja, zagotovo. Gledalci veliko raje gledajo veliko košarko dobre od trde obrambe. Trenerji smo navadi želimo ravno obratno, vendar danes pač potek dogodka je višji tak in smo lahko veseli. Glede na to, da smo dosegli zmago na koncu, tudi vse za nas dober in čakamo naslednji. Ja, res je. To je naš cilj, maksimalna osredotočenost na Zlatoroga, naslednjo tekmo. Igramo doma pred domačimi navijači, naša obveza je, da to dobimo. Zagotovo ne bo lahko, vendar mislim, da smo dovolj kvalitetni, da moramo to doseči in si že pred zadnjim krogom zagotoviti to prvo mesto, ki pa vemo, kako je više. Najbolj pomembna stvar je to, da smo zmagali, odnesli 2 točke za enega težkega gostovanja. Moram reči, da Tajfun je odlično igral celo tekmo, imel strelski večer, se pokazal zelo dobre luči in v bistvu smo jih uspeli zlomiti ali pa premagati šele v zadnji četrtini. Prvo mogoče ta utrujenost v smislu večjega števila igralcev, zelo neugodno igrati proti ekipi 40 minut ali pa napadati zono, kot nam je danes postavil Tajfun. Mislim, da je v bistvu tudi res odločilo tekmo, pač večje število igralcev in to, da se igra zono, kadar igraš zonsko obrambo, zmeraj več problemov v skoku, kar je bil danes po mojem tudi ključ te tekme, da smo uspeli pobrati nekaj dodatnih skokov napade. Ja, mislim, da se vsi zavedamo, da z naslednjo zmago doma proti Laškem že rešimo vprašanje prvega mesta in tudi neke
kvalifikacije oziroma zagotovljene ABA lige za naslednje leto, tako da ta zmaga je, bom rekel, ključnega pomena, da nekako zaključimo tale redni del, koronamo to, kar smo do zdaj dosegli. Če pa tam to slučajno ne uspe, pa jasno pa spet na veliki derbi v Ljubljani, kjer bo v bistvu vse na kocki. Tako da pričakujem eno zmago v naslednjih tekem in prvo mesto po rednem delu.